Lep dober večer vsem, ki ste se nam pridružili. Tako v Zoom seji, tukaj nas je zbranih kar 18 in vsem, ki nas morebiti že spremljate v živo na Facebooku, na naši spletni strani. Danes smo se zbrali prvi torek ob 8. uri zvečer na naših novih e-dogodkih, dogodkih Slovenskega filozofskega društva, in sicer Filozofija v karanteni. Ideja teh dogodkov je ta, da pokažemo, da kljub tem izrednim ukrepom filozofija in mišljenje nista zamrla, da razmišljamo, da delamo naprej in da lahko s pomočjo teh tehnologij, ki so nam na voljo, pripravimo tudi zanimive dogodke. Koncept teh dogodkov je tak, da povabimo različne predavatelje, različne filozofe, ki nam bodo povedali nekaj tako o trenutni situaciji, neko filozofsko refleksijo, mogoče te pandemije, kot tudi, kot lahko razberete, mogoče iz te ironije v naslovu položaja filozofije v družbi kot take. Mogoče je filozofija kot taka v karanteni tudi takrat, kadar ni virusa. No, in res sem počaščen, da se je prvi na naše vabilo odzval profesor Nenad Miščević. Lepo ga pozdravljam. Profesor Miščević je trenutno v Reki. Vemo, da gre za enega najvidnejših filozofov iz regije, tako da posebej ga ne bi predstavljal, ker ga najbrž tako in tako vsi poznate. Zdaj bomo počasi dal besedo. Opozoril bi vas samo to, da kot rečeno dogodek snemamo, dogodek je v živo. Vsi ste povabljeni k debati. Vi, ki ste dobili povezavo na Zoom dogodek, se seveda lahko odmolčite, ne vklopiti si morate mikrofon in potem po predavanju oziroma po nastopu profesorja Miščevića vprašate kakšno stvar in se bo na to odzval. Tisti, ki nas spremljate preko Facebooka, pa lahko spodaj v klepetalnico zapišete kak komentar oziroma vprašanje in naša kolegica Tinkara Tihelj bo nam potem to vaše vprašanje posredovala in vas bomo skušali na ta način vključiti v debato. Zdaj, da bi bili vsi prisotni na Zoomu, žal ne gre, ker je tu neka omejitev glede števila gostov, tako da izključno iz tega razloga smo to naredili samo za člane društva. Smo pa se odzvali pobudi, se potrudili in naredili torej hkrati tudi dogodek v živo na Facebooku. Ko bomo končali, bom dal besedo na kratko še naši kolegici Tinkari Tihelj, da bo povedala, če že imamo kak zasnutek za naslednji teden, ker dogodki mislijo biti vsak teden, vsak torek ob 8. uri. Zdaj bi se samo na kratko zahvalil še kolegu podpredsedniku Gašperju Pircu za idejo za te dogodke in pa za tehnično podporo. In takole, profesor Miščević, predajam besedo vam in vas prosim za vaš govor. Hvala lepa. Hvala vama. Evo, bom povedal nekaj, rekli so mi pol ure, tako da upam, da ne bo dlje, ne? Lahko bo krajše. Evo, če to ne vzamemo metaforično, če ne gremo na to, da je filozofija kot stroka v karanteni in tako naprej, ampak da gledamo to, kar se dogaja v resnici, ne, da so ljudje v karanteni, tako kot se vidi na slikci, ne, in se vprašamo, dobro, kaj imajo filozofi za povedati o tem. In tu je še nekaj dogaja, kar je meni bilo zelo nepričakovano, a to je, da je v svetu ogromen debate o tem. In da imaš znane slovenske filozofe, Žižek je reagiral zelo hitro in zdaj je njegova mala knjigica v italijanščini je išla, pa so ene angleške verzije delov te knjigice, pa tako naprej, ne, pa drugi slovenski kolege so reagirali, ne. Podobno se dogaja v drugih deželah, znači Italijani, ki imajo zelo grdo epidemijo, ne, so tudi grdo reagirali, ne, isti hip so začeli pisati o tem v relativni paniki. Ne, to, kar meni ni jasno, je, da na Hrvaškem se skoraj nič ne dogaja.
Znači, imaš dve osebi, eno je en filozof znanosti, Kornjak, ki je naredil en kratki prikaz epidemije, drugo je moja dobra prijateljica, rektorica Reška, Snežana Prijić, ki je napisala edini kratki filozofski tekst, nekaj malo o epidemiji, in to je enih 20 vrstic, in to je celotna produkcija na Hrvaškem. Tako da ne vem, kaj se to pri meni dogaja, zakaj ni tega več. Je pač glasbe, je roka o koroni, je kajkoli hočeš, ne, ampak filozofije na Hrvaškem o tem je nekako skoraj pa je ni. Ne. Na Slovenskem koliko hočeš. Ne. Žižek, vsi ti Žižkovi učenci, ne, nadaljevalci to delajo, tako da je Slovenija tu super na dobrem. Ne. Kaj so teme, pa to je to, kar poznate. Ne. Eno je ta bolj ožja zgodba medicinske etike, ne. Kaj nam ta pove, kako bi bilo etično se obnašati v epidemiji. In to je recimo ta Alex Broadbent, ima zelo lepi komentar na Daily Newsu, ne, na spletu. Ima recimo eno temo, ne, je to, ne, weighing of the rights of different groups given the trade-off between young and old deaths. Znači, če imaš dve nesreče, imaš ebolo v Kongu, pa imaš korono, ne? In zdaj recimo korona, če mene zajame, ne, pol bom crknil. Jaz imam v tem letu, imam 70 let. Ne? Kolika je škoda, če nekdo v mojih letih umre? Ne? Kaj, če bi imel 75? Ne? Zdaj primerjamo to s tem, kaj se dogaja otrokom. Ne? V lakoti, kaj se dogaja v epidemijah, ne? Kje imaš veliko otrokov, ki bi lahko še živeli normalno 40, 50, 60 let. In kako zdaj, če se odločaš, recimo, koliko bo zapravil na nas, koliko bo zapravil na Kongo, ne, kako etično razdeliti te obremenitve, ne. Znači, ta najbolj ekstremni predlog je, da veliš, dobro, daj pustimo pol, da ti stari naj umrejo, ne. Dajmo se skrbeti za otroke, ne. To nobeni ne bo sprejel, ampak je ena ekstremna rešitev, ne, kako si zašparaš obremenitve, kako si zašparaš stroške, ne, in medicinska etika nam veliko pove o tem, kakšna je cena, ne, moralna cena, družbena cena določenih postotkov. Pol imaš malo širše področje, a to je, kot medicinska etika pride v stik z politiko. Ne? To, kar imaš dve razprave danes, ena, ki je manj dramatična, druga, ki je bolj dramatična. Ta manj dramatična je, kaj te človeške pravice na privatnost, na zasebno življenje, in je ta en dober primer je, a smeš zasledovati potencialne žrtve, ne, ljudi, ki bi lahko postali potencialno bolani od korone, če smeš zasledovati njihovo dviganje tako, da jim kontroliraš mobitele. Ne. To po eni strani izgleda, da lahko bi bilo zelo koristno, na drugo stran gre proti te človeške pravice, ne, in tako naprej. To je na pol dramatično. Ne. To, kar je zelo dramatično, je ta drugi primer, to je Madžarska, kjer je Orban izkoristil paniko od korone, da enostavno začne preganjati ljudi. In on bi rada preganjal novinarje,
ki pišejo proti njemu, onda on to opiše kot dviganje panike od korone in greš v zapor. Ne? To je to drugo veliko področje, ne? Kaj si politika pa pravna ureditev, ne? Kaj si lahko privošči v karanteni, ne? V situaciji relativne panike, ne? Kaj so pa tiste pravice, ki so svete, ne? In katere ne smeš ni občasno ukiniti. Ne? To je veliko področje razprave. Ne? Če gledate te najbolj popularne, najbolj brane tekste na spletu, ti se ne ukvarjajo toliko s tem, samodelno, ampak gledajo širše, gledajo daljše politične konsekvence. Jaz bom tudi o tem se bolj pogovarjal z vami. Ne? Če vzamete Chomskyjev intervju, ne? To je enostavno par besed o vzrokih, ne? In pol, kaj so posledice, kaj bi lahko bile posledice, in on primerja politične posledice korone z posledicami tih sprememb klime in tako naprej, ne, kot je, kaj je bolj strašno, kaj je težje, ne, in pravzaprav njegovo vprašanje je, ni kaj narediti z korono, ampak kaj narediti z vsemi temi problemi. Ne. Zelo podobno se pogovarja Žižek. Ne. Samo evo, sam par besed o teh širših vprašanjih. Ne. Imaš pravzaprav na tej kontinentalni strani imaš dva ekstrema. Po eni strani je tekst, ki ga je napisal Agamben, ki je italijanski Heideggerov zelo, zelo politično angažiran. On je že v letih in je pisal super zadeve o beguncih, tako naprej, ne, malo nadaljuje tradicijo. Dobro, ne ima veze. Ampak je napisal en nori članek o koroni, ki poskuša dokazati na podlagi zelo slabih dokazov, ne, da pravzaprav epidemije ni. In da je to panika, ko se dviguje brez veze. Zakaj se dviguje paniko? Pa zaradi tega, da bi država lahko kontrolirala ljudi. In pol to, kaj ima kot filozofijo, ne, je, da vzame od Foucaulta analizo družbene kontrole, družbenega nadzora, ne, 3-4 vrste, kako je šlo zgodovinsko, ko so kontrolirali lepro, pa so kontrolirali te zgodnje epidemije, pol je pa bilo tuberkuloza, pa ta pesja, ne, svetlost, pa to, do našega časa. In Foucault ima ena 3-4 tipa kontrole. Agamben to nekako poskuša projicirati na korono in ima pravzaprav isti problem, ki ga ima Foucault, ne, a to je, da če imaš medicinsko nevarnost, hočeš imeti medicinsko skrb. Znači, to, kar Foucault opisuje kot nekaj groznega, kaj dela zdravnik, ne, današnji zdravnik dela nekaj podobnega temu, kaj se delalo v 19. stoletju, ampak to je nekaj, kaj bi hoteli imeti. In to hočeš imeti brezplačno. Ni tako, da veliš, evo, zdaj tebe poseljuje doktor in je to grozno in je to državna oblast, ne. In to njego veliš, joj, dajte, prosim vas, imam to in to bolezen, imam ta in ta problem, ne. Pri Foucaultu se ta problem ne vidi tako močno, zato ker 90% tega, kar pove, je o preteklosti. Ne? In samo pol sklepaš, kaj bi to pomenilo danes. Pri Agambenu je pač očitno, ne? Zato ker on to, kako on opisuje te zadeve, je, da pravzaprav ne bi trebalo biti nobene akcije glede epidemije, ne? Kaj bolj, zakaj ne? Pa zato, ker epidemije ni.
To je en ekstrem. Na to je reagiral Jean-Luc Nancy, Derridin učenec, z enim kratkim tekstom, kjer dokazuje, da epidemija obstaja, da je katastrofalna in on ima tu drugo ekstremno idejo, da bo ta epidemija totalno spremenila svet. In tu pol imate domačo varianto tega pri Žižku, da je pravzaprav ta epidemija, da je lahko ena pot v komunizem. Znači, lahko ti to pripelje to luč na koncu zgodovine. Tako da imaš ta ekstremni negativistično stališče pri Agambenu in imaš to ekstremno pozitivno stališče pri filozofih, kot sta Nancy in Žižek. Meni to zgleda nekako, da je malo pretirano, da moramo malo pogledati te bolj zmerne opcije. In jaz bi pol pogledal samo eno od teh tem, to je, kako to zgleda znotraj okvira Evropske skupnosti. Evo, znači, samo malo. Evropska skupnost očitno nima dovolj enotnosti. Smešno je, da oseba, ki ti inzistira na tem, da bi se moral združiti, da res rabimo združenost in enotnost, da je papež. In mislim, da ima prav. Da ima prav, da bi trebalo nekako treba priti skupaj. Zakaj? Zato, ker se v situaciji epidemije vsaka država se izolira. Kot da skupnosti absolutno ni. To vidite na mejah. Jaz sem imel srečo, jaz sem prišel prvo sem bil na Danskem in sem poletel od Danske do Dunaja. Pol je trebalo priti z busom iz Dunaja do reke in mi je to uspelo brez problemov. Par ur zatem so zaprli meje. Če bi šel par ur pozneje, bi čakal ure in ure, če ne dneve, lahko da bi moral v karantenu v drugi državi, v Avstriji ali Sloveniji, da sploh ne bi mogel priti. Vsaka država se izolira, praktično nimaš občutek, da obstaja ena skupnost, da bi bila Evropa kot celota, in da se nekako organizira, kaj bomo s to epidemijo na nivoju cele Evrope. Vsaka država, ali različne države imajo različna notranja merila, vsaka. Znači od Švedske, ki je najbolj liberalna očitno, pol Italija, ki je bila preveč liberalna, zdaj več ni, pol ima Slovenijo pa Hrvaško, ki so nam nekako nadgledajo normalne, pol imaš bolj trdno zdaj v Srbiji, ki zgleda, da je panika, po drugi strani tudi na Madžarskem, ki je to Orban zelo porablja. Tako da enostavno enotnosti ni. Vsem tem ne vidiš, koliko je pravzaprav slabo gre beguncem. Znači, imaš te normalne probleme beguncev, ki so grozni problemi, na to pride epidemija. In to, kar sem jaz gledal, so recimo ti begunci, ki so na vhodu v Hrvaško, ki si tam nekje v Bosni na sami meji s Hrvaško, ali si v tih par hrvaških vasi, in kaj bo zdaj? Zdaj imaš svoje bolezni, imaš svoje probleme, imaš svoje lakote, zdaj imaš ogromen otrokov brez staršev, ki so begunci, kaj z njimi narediti? Pol so zlorabe, in ni enotne reakcije Evropske skupnosti na Orbana in tako naprej.
če se vprašaš, kaj bo dalje, kaj bodo ekonomske konsekvence in tako naprej, spet nimaš enotnega stališča, najtežje se zmeniti v Evropski skupnosti v tem hipu, najtežje se zmeniti okrog ekonomije. Znači, očitno Evropska skupnost ni dovolj integrirana, Ursula von Leyen ima ene svoje ideale, kako bi to moralo izgledati, ampak to očitno ni dovolj. Samo malo da vidim, kaj mi je tu. Znači, to, kar zagotovo rabimo, je transnacionalni pristop problemi, in to lahko gre skroz do trdnega kozmopolitizma. Jaz bom o tem povedal par stavkov, in to vse skupaj treba imeti zraven z socialno pravičnostjo. Drugače boš imel katastrofo. Evo, zdaj pogledajmo. Prva opcija, znači, kaj bi bila prva boljša varianta od tega, kako je. Znači, da biš imel med evropskimi državami malo bolj poštene razmerja, kot pride recimo do bolezni, epidemiji in tako naprej. To je bila, recimo Kant je to zagovarjal kot eno varianto, tudi manj minimalistična varianta, ovo je recimo minimalistična varianta, in on ima kot to glavno vrlino, ima gostoprimstvo, gostoljublje. To bi že nekaj pomenilo v primeru epidemije. In to zgleda, da ova Ursula von Leyen, da ona je malo na to stran, da bi ona to hotela kot ideal, ampak joj ne gre. Znači, da ostanejo zadeve manj ali več tako, kot so, s malo več dobre volje. Znači, da se Evropa začne obnašati kot ena voluntaristična, dobrovoljna konfederacija. Države imajo svojo suverenost, polno suverenost in tako naprej, ampak da se razmerja malo bolj popravijo, da imaš malo bolj konfederativno. Tukaj bi poslušali papeža minimalno, da bi se nekako združili, da mer bi se to videlo tako, da bi imel bolj mehke meje, manj čakanja, države, da bi se zmenile v interesu vseh svojih prebivalcev in znotraj držav, da imaš poenotena merila, znači da nimaš na eno stran Srbijo, na drugo stran Nemčijo, na tretjo stran Švedsko. Posebej ta Kantova Gastfreundlichkeit bi morala se pokazati v poštenosti do beguncev. Če že imaš goste, to so gosti, ki imajo največje potrebe. V primeru zlorabe, kot so te Orbanove zlorabe, ta minimalna prva opcija, saj bi moral imeti enotno kritično reakcijo celotne Evropske skupnosti. A ne to recimo, da se dogaja, da Hrvaška sploh ne reagira. Da naši politiki serjajo o človeških pravicah, serjajo o pomembnosti evropskih vrednosti in pol nočejo nič povedati proti Orbanu. Zaradi tega, ker imajo svoje politične interese. Lahko bi to na Slovenskem bilo še slabše, ker je očitno Orban malo postal ideal Janši. Ampak na Hrvaškem vem, da je zelo slab. Podobno na tej prvi opciji, bi ekonomski problemi nekako bi se morali reševati z enotnega evropskega stališča. Znači, imaš neodvisne države, imaš neodvisne dežele, ki so nacionalne države, ampak da delajo malo bolj skupaj, kot delajo zdaj. To zveni dobro, eni mislijo, da je to dovolj. Ampak recimo imaš filozofe, imaš Honora O'Neill, ki je napisala knjigo o dolžnostih čez mejo in kot piše o globalnem zdravstvu,
sploh ima to, da bi države imajo dolžnost, da bi se zmenile med sabo. In ministrstva za zdravstvo imajo dolžnost, da bi se zmenila med sabo. Rešitev ne zgleda stabilno. Poglejte si recimo ta tipični problem, ki se razpravlja za druge bolezni, to je bilo za AIDS-om, to je za ebolom. Kaj, ko se odkrije cepivo? Kdo bo plačal za to? Imaš ta TIPS, to konvencijo o intelektualnem lastnostih, ki stanejo. Stanejo ogromne. Kaj, če se najde eno drago zdravilo? Tako da so to vprašanja, če ti pride Kant, ali če ti pride Honora O'Neill, ali če ti pride Ursula von Leyen, jih lahko vprašaš, začneš s temi vprašanji. In pol greš dalje z istimi vprašanji. Prvo, če hočeš imeti takšna razmerja med evropskimi državami, kdo bo to nadzoroval? Bo to delala Ursula von Leyen, ki očitno ni v stanju. Drugo, koliko časa, če imaš dobro voljo, koliko časa bo ta dobra volja durala? Če imaš voluntaristično konfederacijo, ki vsaki lahko pove, jaz hočem ali jaz nočem, in imaš eno nervozno deželo, Poljsko, Hrvaško, katerokoli, ki veli, ne, jaz nočem, kaj bomo potem? Znači, papeža boš poslušal, združil se boš, ampak minimalno. Meje bojo mehke, morali bi se zmeniti, vprašanje je, kdo bo to vse skupaj poenotil, kdo bo nadzoroval merila, kdo bo nadzoroval meje. Imaš odprta vprašanja glede beguncev, konkretno v našem domačem primeru, recimo, koliko je odgovornost Bosne, ki ima zdaj te ljudi, koliko je odgovornost Hrvaške, in če bi, recimo, Hrvaška poskušala nekaj tega poslati v Slovenijo ali v Madžarsko, a sme to narediti, zakaj ne sme, kdo bo to nadzoroval, kdo bo to nadzoroval, če so zlorabe, kdo bo zagotavljal enotno stališče skupnosti, isto podobno za ekonomske probleme. Kaj bi bila malo bolj poenotena rešitev? Pa da bi imeli Evropsko federacijo. Nekaj, kot je danes Švica ali kot je bila Jugoslavija, da ni več voluntaristična konfederacija, ampak federacija nad nacionalnimi državami, obvezna za vse. Da se združimo, ampak več kot minimalno. Trdnih mej noter sploh ne bi obstajalo, merila bi bila poenotena, ker je to ena država, ne glede na razlike, tako kot si imel vsaj normativno enaka merila na Kosovu in v Sloveniji, ne glede na razlike v kulturi, ne glede na razlike v denarju, tako bi tu imel, bi vsa ta merila za celo Evropo bi bila poenotena. Politika do beguncev totalno poenotena, zlorabe bi morale biti zakonsko kaznovane. In bi federacija pol reševala ekonomske probleme z enotnega stališča, praktično kot enotna država. Evo, pol ure je minilo. Kaj so še možnosti? Dve možnosti v literaturi. Pravzaprav, znači, eno bi bilo, da se centralizira evropsko zdravstvo, ostalo pa ne. Ekonomijo ne moreš, šolstvo ne moreš. To je odprta možnost, ampak se ne zdi preveč prepričljiva, kako
kako bi to naredil, da imaš to delno centralizacijo. Ne? To, kaj ti ostane, je končna možnost, to je evropska država, ne? Znači, da nimaš samo loose federation, ne? Da imaš pravo eno državo, ne? Vse mere veljajo enako, ni meja, ni čakanja, zlorabe se kaznujejo zakonsko, ekonomski problemi se rešujejo z enotnega državnega stališča. Ampak realizacija tega zelo, zelo ni lahka. Znači, če bi zdaj kot filozofi nekako poskušali to klasificirati, lahko bi rekli, da ta prva opcija je skoraj pa ni idealna teorija, skoraj pa je malo optimistična realna teorija. Teorija, ki šteje z vsemi omejitvami dejanskega življenja. Ova druga rešitev, ta federalna ureditev, dobro nadzorovana in tako naprej, to bi bila prva idealna teorija. Prvi poskus, da malo pogledamo bolj, kako bi izgledalo malo bolj idealno razmerje. Ne? Ove dve ostale, evropska država, evropska država, recimo ta, ne? To odvisi od tem, koliko vam je to všeč. Če vam je zelo všeč, boste rekli, da je to idealna teorija, ki je pravzaprav ena vrst utopije in da bi bilo lepo, če bi bila realistična utopija. Če vam gre na živce, boste rekli, da je to utopija, ki ni za nič. Znači, da nam to ne more koristiti. Evo, to je recimo moj predlog, kako bi ta filozofija v karanteni, katere teme bi nam to preneslo in kot vidite, to se razlikuje od teh drugih. Znači, poskušal sem ne ponavljati to, kaj pišejo ti veliki, ne? Znači, predlog, da imaš tri kopita za Evropo, eno optimistično, realistično, drugo zmerno idealno in tretje bolj utopistično, pa se lahko razpravljamo ali utopistično pozitivno ali utopistično negativno in vam želim veliko zdravja. Evo, to je konc. Pol ure. Tako, ja, super, najlepša hvala, profesor Miščevič. Zdaj imamo pa seveda čas za debato. Imamo približno, če odštejem naju, 17 gostov na Zoomu in na Facebooku nas spremlja tam nekje med 8 in 12 ljudi. Tako da tisti, ki mogoče spremljate preko Facebooka, lahko zapišete vprašanja v komentarje, pa bo kolegica Tinkara jih prebrala. Vi, ki pa nas spremljate preko Zooma, pa kar si odprite mikrofon, ker po... Dobro, dajte mi 1 minuto, pa pridem nazaj. No, potem pa naredimo mogoče kratek premor, pa bomo začeli z vprašanji. Samo zapomnite si, da se morate odmolčiti, se pravi, morate priklopiti mikrofon, preden boste govorili. No, mogoče pa bi lahko tudi Tinkaro zdaj v tem vmesnem času prosil, da nam pove, kakšno je stanje za naslednji teden. Že imamo kakšnega gosta, si nam kaj obeta, predvideno je namreč, da so ti zdaj dogodki filozofija v karanteni vsak teden, v torek ob 8 uri zvečer, do preklica izrednih ukrepov. Tinkara, si z nami? Ja, pozdravljeni še z moje strani. Zdaj, trenutno se jaz dogovarjam z profesorjem Ošlajem, ki je že imel v bistvu že svoje predavanja preko Zooma za poslušatelje druge stopnje o koronavirusu in smo zdaj se nekako dogovarjali, da bi še tukaj nam predstavil svoj pogled na to. Tako da ja, zdaj zaenkrat še ne moram nič reči, ker je odvisno v bistvu od njega, se mora še zmeniti. Tako da, to je zdaj plan za naprej, no. Tako da, to z moje strani zaenkrat, no, mogoče tudi še omenim, jaz tudi spremljam komentarje. Zaenkrat še ni nobenega komentarja, nobenega vprašanja, tako da,
Je pa res, da Facebook tale stream ima kar nekaj zamika, tako da mogoče se na koncu še pojavi kakšno vprašanje in bi mogoče to pustili za konec. No. Prvo tukaj recimo vprašanje, ki bi se tukaj postavljala prek Zooma, zato da lahko potem še damo možnost na Facebooku. Da ja, to bi bilo to z moje strani. Tako, hvala lepa, Tinkara. No, če kdo slučajno tudi po Zoomu nima možnosti priklopa mikrofona, lahko zapišete spodaj v klepetalnico svoje vprašanje ali komentar, pa ga bom prebral jaz. Tako, zdaj pa mislim, da se nam je znova pridružil Nenad. Dobro, kako jaz zaprejem taj PowerPoint? To pa greste zgoraj, bi moralo biti tak rdeči gumbek, kjer piše Stop Share. Kako? Stop Share. Aha, ne čakajte. To, mislim pa tudi, da ima to pravico naš gostitelj SFD Gašper. Mogoče pa lahko Gašper pravzaprav namesto vas prekine z deljenjem vašega ekrana. Čakajte, dajte, da jaz poskušam nekaj. Dobro, se čakaj, zdaj bo dobro. Samo Zoom. Evo, zdaj je že boljše. Znači, sam zdaj ne vidim, premala mi je ova. Zdaj, če se vam je v majhen kvadratek naredilo nekje na zaslonu, greste na ta kvadratek in potem bo taka puščica za razširitev. To pritisnete, pa se bo razširilo. Če imate majhen, če se vam je naredilo v majhen kvadratek na zaslonu, greste tja in se bo ena taka puščica pojavila, tisto kliknite in se bo razširilo nazaj čez zaslon. Noče. Dobro. Ker vas vidim, vas par, ampak ni lahko... Evo ga, dobro, zdaj je v redu. No. Zdaj je v redu. Znači, vas vidim veliko, ove druge vidim majhne. Ja, imate nastavljeno tako, da veliko vidite tistega, ki govori. Če bi zdaj recimo dobro, super, ok. Bo drug na veliko, ne? Dobro. Ok, vprašanja. Če ni vprašanj, super. Ja, Boris se javlja. Dobro. Nenad, zdravo, midva so se že slišala ob 6, ne? Zakaj te ne vidim? Ker nimam kamere, zelo enostavno. Nimaš kamere, ok, povej. Namreč za tiste, ki tega ne veste, mi smo imeli doktorski seminar ob 6, na katerem je bil tudi Nenad, oddelek za filozofijo v Mariboru. Tako da je zdaj Nenad že malo utrujen, ker je že od 6. Začeli smo že ob 6. Nenad, imam samo eno pripombico, ko si govoril o kozmopolitizmu, pa si omenjal tudi Kanta. Kanta. Pa si omenjal gostoljubnost, ne? Da. Sem vmes malo googlal in ugotovil, da to pri Kantu ni Gastfreundschaft, ampak je Wirkbarkeit. In obstajajo, njegov izraz je Wirkbarkeit in obstajajo cele razprave o tem, kaj ta gostoljubnost pri Kantu pomeni v okviru, bi rekel, njegove koncepcije večnega miru in tako dalje. Ampak moja asociacija me je potem pripeljala do Žižka in do tega konteksta, ki si ga tudi danes ti deloma vzpostavil, kako regulirati razmere v Evropi, tudi v okviru recimo begunske krize. Kaj? Tudi v razmerah begunske krize. In imaš en zanimiv citat iz Žižka, to najdeš tudi v njegovi knjigi, ki govori o... Citat iz Žižka, Slavoja Žižka. Dobro. Ja, kjer ima ravno nasproten Kantu in temu, kar bi ti želel, ravno nasprotno koncepcijo gostoljubnosti. Namreč, kot veš, ima Žižek precej nesolidarnostni, zoperen, bi rekel, netoleranten odnos do beguncev.
In v tem članku tudi v svoji knjigi kasneje našteje pogoje, pod katerimi bi recimo begunce smeli sprejeti v Evropi. Samo malo zapira mi se Zoom. Aha. Ojoj. Kaj to pomeni? Jaz te slišim. Zdaj ne vem, če me drugi slišijo. Slišimo, ja. Aha. No, v glavnem, ideja je njegova, tudi sam uporabi izraz hospitality. Ja? Ja. In sicer pravi takole, ne? Tukaj imamo neke pogoje, ki jih moramo beguncem, ki prihajajo v Evropo, postaviti. To med drugimi so seveda glavni pogoj je seveda ta, da sprejmejo, kot on temu pravi, naš način življenja, our way of life. Ne? In ta naš način življenja seveda predpostavlja seveda tudi naše moralne zakone, naše družbene norme, ki jih goji Evropska unija. Sicer pač ne boste sprejeti v Evropsko unijo. In potem celo med temi pogoji mimogrede tudi izvedba referenduma. On predlaga dobesedno, da bi morale države Evropske unije pravzaprav po nekih demokratičnih principih izpeljati referendum, ali se morda strinjajo, da begunci sploh pridejo k nam. Ne? To je mimogrede tudi bila dobesedno ideja Branka Grimsa, ne? In SDS-a. No? In potem na neki točki pravi, bom kar citiral, tukaj imam pred sabo citat, ker sem ga zdaj našel, ne? Pravi, yes, such a set of rules privileges the Western European way of life, but it's a price for European hospitality. Sprej obstaja nekaj takega kot European hospitality, evropska gostoljubnost, ne? In če želijo begunci priti v Evropo, bodo morali, bi rekel, izhajati iz te naše evropske gostoljubnosti. Se pravi, naša evropska gostoljubnost pravzaprav pri Žižku predpostavlja, da sprejmejo naš set pravil, naše družbene norme, naše moralne zakone, ne? Ali pa naj ne prihajajo k nam. Skratka, samo to želim povedati, ne, če boš kaj o tem pisal, Nenad, da imaš en zelo velik, zanimiv kontrast med tem, kar bi ti želel, med tem, kar pravi Kant in recimo tem, kar pravzaprav dobesedno hospitality pravi Slavoj Žižek. Ne. Joj, hvala ti lepa, zato ker jaz sem nekaj od tega sem videl, ampak nisem videl to, ki omenja hospitality v tem kontekstu. Točno to. Ne, ampak sem videl te prve njegove članke o tem, da bi morali prej kot pridejo v naše dežele, bi morali begunci sprejeti naše norme in celi ta naš politični sistem. In jaz, kad sem pisal o tem, sem zastavil vprašanje, dobro, kako to pol zgleda na meji. Znači, imaš te boge ženske z otroci, ne, lačne, pol njih so bolani, sem tja, ne, in kot pride na mejo, prvo ima izpit iz evropskih političnih principov. Velja, oprostite, se vi strinjate in pol imaš 10 principov, ne, in ova mora reči, ja, ok, s tem principom se ful strinjam, ne, tam je ok. Tako da to zgleda, mislim, sam opis, to, kako on to opisuje, da bi to prej, kot sploh prideš noter, ne, da bi že moral imeti razdelano, kaj vse sprejemaš, ne, to zgleda noro. Znači, kaj bi bila bolj realistična zgodba, ne? Recimo, da so ti nekje temporarili, ne, za nekaj časa in imajo en mesec, da bi se seznanili z našimi vrednotami. Ne. Meni tudi to zgleda noro. Ne. Če ti gledaš te begunce, to je kontekst, v katerem on piše, ne, če gledaš te begunce in da boš ti z njih zdaj učil principe liberalne demokracije, pa bojo pol šli na izpit in če padne na izpitu, potem crhne od lakote ali bolezni, mislim, to res zgleda noro. Jaz ne razumem, kako si je to Žižek zamislil. Mislim, da sploh ni razmišljal. Ne.
to, da zdaj omenja tudi hospitality, to pač nisem videl. Ne? Hvala veliko za to. Zdaj, če bi smel jaz sam na kratko se v to debato vključiti, meni se zdi, Boris, tukaj, da se mogoče Žižek tu bolj kot pravzaprav na Kanta referira na Derridaja, ker Derrida ima to idejo hospitalite, brezpogojne gostoljubnosti in meni se zdi, da z tem postavljanjem pogojev gostoljubnosti, da je to pravzaprav bolj namenjeno proti soočanju z neko derridajevsko koncepcijo gostoljubnosti kot neke aporije. Točno, bravo, to se strinjam. To se zelo strinjam, da je pri Derridi so vse te nepogojne zadeve. To je nekaj, kar bo Žižku šlo super na živce. Tako da to bolj, mislim, da je to mislim, da imate prav, da je to bolj Derridino branje Kanta. Da je to super. Super, jaz nisem mislil, da se bomo toliko pogovarjali o Žižku, kaj je bilo noro z moje strane, ker ti je jasno, da če delaš to za slovenske filozofe, da bo pol Žižek prvi avtor. Ok. Ja, še kakšen komentar, mogoče Gašper Pirc ali pa kdorkoli, seveda, samo opozarjam vas, da se morate prej vklopiti mikrofon. Recimo profesor Ule, če bi se vi vključili, mislim, da zdaj imate vključen mikrofon, ne? Sam vas pa ne slišimo. Jaz ne slišim nič. Ne, mogoče, če lahko pogledate Tinkara ali pa... Kdo govori, Andrej? Ja. Ne, kaj je izključen moj mikrofon. Zdaj bo dobro, zdaj bo boljše. Ja, tudi če imate vklopljen mikrofon, vas na žalost ne slišimo. Poskusite, če je v redu stik slušalk spodaj v računalniku. Nič. Obstaja preprosto ta možnost, profesor Ule, da kaj napišete spodaj v klepetalnico, če greste spodaj na chat, tu se lahko kaj malega napiše. Slišimo, pa vas žal ne, pa ne vem, kaj bi bilo narobe, ker smo vam posebej vklopili mikrofon. Ja, ena opcija je še ta, da preprosto poskušate izmakniti ven slušalke, če imate vgrajen mikrofon v računalnik, potem vas bomo slišali. To je tudi mogoče še za poskusiti. Nekaj slišimo, zdaj nekaj je bil nek stik nekje. Ja. Mogoče lahko kdo drug med tem poskusi s kakšnim komentarjem, vprašanjem? Ja, pozdravljeni.
Se sliši? Se sliši, Marjan, slišimo te, pozdravljen. Nenad, imam vprašanje. Kdo je to? Marjan Šimenc. Šimenc, zdravo, dober dan. Zdravo. Ta filozofija v karanteni, sem videl, da si se osredotočil predvsem recimo na politično dimenzijo tega dogajanja. Politično dimenzijo. Imaš kakšne ideje, kaj k temu dogajanju prispevati iz teh perspektiv filozofije? Ne razumem vprašanje pravzaprav. Kaj me vprašaš? Pravzaprav, če govorimo o virusu in dogajanju danes okrog virusa iz perspektive filozofije, se verjetno ponuja še kakšna druga možnost, ne samo recimo politično-filozofska ali pa razmislek o strukturi Evropske unije in njeni prihodnosti. In neke možnosti, ki se meni zdijo precej očitne, so recimo epistemološke, recimo status znanosti, tega, kar znanost lahko da o virusu, pa česa ne more dati. Nekje so njene meje. Po drugi strani ontološke, pač sam status virusa in različnih ravni realnosti in tako naprej. Skratka, moje vprašanje se nanaša na te druge vidike, ki jih v svojem predavanju nisi obravnaval, če si morda o njih tudi kaj imaš kakšne ideje glede njih. Hvala, zdaj razumem, veliko hvala, ampak moram priznati, da nisem preveč o tem razmišljal, zato ker je ta, recimo, epistemološka vprašanja, ona niso prisotna v javnosti. Znači, nekako je predpostavka, da verjamemo diagnozami, da verjamemo teorijami, in zgleda zelo ekstravagantno, da staj nekdo pride in veli, ne, veš kaj, pravzaprav ni nobene gotovosti, da virus obstaja, ni nobene gotovosti, da je bolezen kot takšna, da je enotni fenomen. Lahko bi nekakšna druga bolezen se tako obnašala, lahko da bi imeli te bolj globoke spoznavne probleme za nekakšno drugo bolezen, ampak evo ta korona nekako zgleda spoznavno enostavna. Zdaj epistemologi lahko prosijo Boga, da malo zakomplicira zadeve, pa da bi bila nekakšna odprta vprašanja, ampak v tem hipu jih enostavno v tem, kaj zdravniki govorijo, pa kaj piše o tem znanstveniki, kaj govorijo, ne vidim nekakšnega jasnega epistemološkega vprašanja. Evo, tu se zelo upravičujem, ampak če vam nekaj pade na pamet, dajte povejte, please. Ja, mogoče bi jaz tukaj na kratko dodal, se mi zdi, da je super, da je Marjan to izpostavil. Ne vem, se mi zdi, da recimo pri takih komentarjih, ko jih ima Lukašenko, je moč videti to, ali virus sploh obstaja ali ne. Tudi verjetno, ko ste Agambena omenjali. Recimo Lukašenko trdi to, da v resnici nihče ne umre zaradi virusa, ampak vsi umrejo zaradi drugih pridruženih bolezni. Tako da mogoče je tu v tem epistemološkem smislu, podobno kot imamo HIV, AIDS, in to nihče v resnici ne umre zaradi HIV-a, ampak zaradi drugih bolezni. Tako da meni se zdi, da je lahko to tudi izjemno zanimivo. To bi bilo zanimivo sa stališča socialne epistemologije, ker tu imaš recimo oblast. Lukašenko ni neutralna oseba, ki enostavno razmišlja o medicini, ampak to vse ima svoje socialne razloge in svoje socialne posledice. Tako da to je vprašanje. Bravo, hvala, to ni mi padlo na pamet.
Ni mi padlo na pamet, to se opravičujem. Mislim, da ne vem, če sem prej prav zaznal ali ne, ampak se mi je zdelo, da se je nam Bojan hotel tudi pridružiti za vprašanjem. Ok. Drži. Nena, zdravo še enkrat. Prej sva že razpravljala. Eno vprašanje, ki se mi zdi zanimivo, kljub vsemu, je, ko govoriš o tem, da skupnost dojema neko nevarnost, neko grožnjo, v bistvu neko vrsto, ne vem, kako naj rečem temu, no? Ampak v tem kontekstu me zanima dve vprašanji. Prvo je, kadarkoli govorimo o virusu, je izvorno vprašanje, ali je ta virus res nekaj v izvornem ontološkem pomenu. To se pravi, ali je to nekaj, kar v kauzalnem smislu povzroča vse v nadaljevanju probleme, potencialno pomisleke, predsodke, vprašanja. To je ena stvar. Druga stvar je, če ta kauzalni nivo nadgradimo z epistemološkim, do katere mere lahko mi zaznamo, da to, kar je vzročni mehanizem v ozadju, pretvorimo v to, kar mi spoznamo, kar mi dojamemo kot problem. In za mene je v tem kontekstu temeljni problem točno to vprašanje, kar si prej v svojem predavanju predstavil kot eno od vprašanj, ki se pojavlja znotraj socialne epistemologije ali pa socialne teorije socialnih odnosov, je vprašanje, do katere mere lahko filozofski razmislek o teh temeljih pripelje do izboljšanja na nek način, ti praviš, Kako pride do vprašanja kozmopolitizma. Aha, dobro, ne, pa to mi izgleda, da so ova vprašanja, znači ta kauzalnost, pa epistemologija, da to je res neodvisno. Ne? Okay. Znači, da to ni ta družbena, ne? Ni ta družbena zgodba. Ne? Ok, zdaj vidim, v čem je problem. Glede na to, da je to prvo predavanje iz te filozofije v karanteni, da bi lahko bilo boljše, če bi človek imel eno uvodno predavanje, znači korona pa vsaka filozofska disciplina. Ne? Znači, da nekaj povemo o epistemologiji, nekaj o ontologiji, nekaj o logiki, pol gremo počasi proti etike, pol zelo, zelo počasi proti politiki. Ne? Jaz sem pa šel s tem, kaj je najbolj pogosto v novicah in s tem, o čem največ pišejo filozofi. To, kaj me vi vprašate, je lahko en signal, da bi filozofi lahko vprašali nekaj drugega. Da ni potrebe, da bi se filozofi samo pogovarjali o tem političnem aspektu epidemije, ne? Lahko, da bi imeli to nekaj, kaj je malo bolj globoko, pa malo bolj ta tradicionalna, teoretična filozofija. To se ful strinjam z vami. In s tabo in z Marjanom. Nenad, korektno. To, kar si povedal, je samo možnost koraka naprej, da po tem prvem koraku naredimo še ostalo. Da, tako je, strinjam se, to se strinjam, ja. Ja, to je malo v duhu tega, kar smo imeli sedeljko, ne, ob 6, ne, kaj je Urška pripovedovala, kaj so ti pojavi, ki so malo biološki, malo družbeni in tako naprej.
To bi se dalo malo integrirati s to tem, ne. A je to družbena vrsta, a je to biološka vrsta, epidemija je očitno nekaj, kar zadeva druge individue, ne, ki ni samo virus, pa tisti, ki je bolan, ne. Tako da bi lahko to vse pol odprli malo, ne, to škoda. To mi na pamet ni padlo, mislim, to moram priznati. Odlično. Hvala. Hvala tebi, daj. Imamo eno roko, ki je tudi še dvignjena, in sicer to je Borut Trpin, pa ne vem, ali je Borut Trpin ali je to naš Aleš Rojt, eden tudi izmed pobudnikov teh e-dogodkov, in dajem Dobro. Ja, najlepša hvala za besedo in najlepša hvala, Nenad, za predavanje. Prej je bilo nakratko omenjeno še o drugih možnih navezavah filozofskih na temo koronavirusa, in ker je bilo veliko govora o filozofiji znanosti, s katero se jaz osebno ukvarjam. Recimo tako na prvo žogo mi padejo 3 vprašanja, o katerih sem tudi sam že malo razmišljal zadnje dneve. In sicer prvi bi bil recimo čisto v filozofiji znanosti, recimo to, ko gledamo, kako so te različni modeli, ne vem, recimo v Veliki Britaniji so imeli hud preobrat v strategiji javnozdravstveni, kjer je najprej prvi model kazal, da bi lahko nekako počasi v varne dele družbe rizične skupine spustili skozi prekužitev in tako naprej, in potem so obrnili in skratka, prvo vprašanje bi bilo recimo tole lahko, kako se odločiti na podlagi takih zelo nekonsistentnih modelov, ker so modeli, ki jih delajo zelo močne epidemiološke skupine, a hkrati ti modeli dajo pogosto povsem drugačne napovedi. To bi bilo recimo vprašanje, kako nekonsistentne podatke nekako skupaj misliti. Potem pa še drugo vprašanje, drugo vprašanje bi bilo pa recimo vprašanje, o katerem sem se pa s kolegi pogovarjal pred kratkim, in sicer to, da tako imenovana epistemska, kako je to v slovensko, epistemsko zaupanje v znanosti, kjer gre za to, da zaupamo tistim, za katere se izkaže, da so, kadar so recimo če znanstvenik komunicira neko stališče, če se to stališče izkaže za napačno, prevečkrat potem zaupanje pade. In ravno tu, ker se je treba odločiti tako na hitro, se zdi nevarno, če se bo izkazalo, da so recimo trenutni ukrepi bili prevečkrat prehudi, se lahko potem to preneslo recimo na probleme v povezavi z globalnim seganjem, kjer bi se potem znanstvenih napotkov upoštevalo, ker bi lahko nekdo sklepal, da gre recimo za prehudiravanje. To je drugo, tretje pa še to recimo čisto splošno o, kako se reče temu, induktivnem tveganju, recimo o tem je Rudner pisal že v 50-ih, kjer imamo to, da da znanstvenik, ko se odloča, hkrati zmeraj uporablja tudi neke vrednostne sodbe, kjer mora presojati, če bo skomuniciral neko stvar. Kdo je to pisal, nisem slišal ime? Richard Rudner je pisal v 50-ih, mislim, da je nek članek o Philosophy of Science, pa potem Heather Douglas je pred okvirno 20 leti to temo ponovno obudila, ker je vmes malo zamrla. Skratka, gre za to, da vrednostne sodbe, da mora znanstvenik vedno delati tudi vrednostne sodbe, torej da znanstvenik ne piše samo v nekem smislu brezvrednostno ali pa zunaj vrednostno, ampak da skrati, ko recimo skomunicira neka skupina, nek model in neke napovedi, kaj se lahko zgodi epidemiološko gledano v takih in takih ukrepih v neki državi, da morajo zmeraj presojati tudi, kakšne so nevarnosti, če se to zgodi, da to, kar govorijo, ni pravilno, če se zgodi, da je to pravilno in tako naprej. Skratka, potem morajo tako, kako je to po slovensko, decision theoretical aspekte vzeti v zakup. No, to so recimo neke teme, ki mi tako na pamet
pade zelo na prvo žogo v okviru filozofije znanosti, ker se mi zdi, da nam daje ta trenutna situacija nekaj zanimivih iztočnic, ampak to je samo iz moje strani. Seveda predavanje ni bilo na to temo usmerjeno in ni bilo zanimivo, ker je izven tega, s čimer se jaz ukvarjam, tako da se nekaj novega naučim in se vam zahvaljujem za predavanje. Hvala vama. Da, jaz mislim, da je to, kaj ste omenili, ta decision teoretska perspektiva, da pravzaprav in to tudi, kot gre za te podnebne spremembe, da je ena varianta, ki izgleda racionalna, je, da greš na ziher. Kar pomeni, da enostavno gledaš, kaj je največje tveganje. In pol tudi, če ni absolutna verjetnost, da je to, prvo zagotoviš, da boš preživel tudi, če je to. Znači, recimo tukaj, da imaš en vzrok korone, da seveda so ti ljudje umrli od korone, niso umrli vsaki od svoje bolezni, tako naprej, lahko, da je to vse dvomljivo. Lahko, da je tu znanost malo šla prehiter, ampak je boljše racionalno, znači glede na odločbo, boljše je zaupati glede obnašanja. Znači, to, da jaz moram sedeti doma, da ne morem hoditi okoli, to mi gre na živce. Lahko pa to tvegam, ker imam po eni plati Skype, po drugi plati mi je lepo doma, pa lahko pišem, delam in tako naprej, tako da mi ni težko žrtvovati. Kaj, če bi moral žrtvovati več? Znači, kaj, če bi dobil samo pol plače? Kaj, če sploh ne bi bil plačen 3 meseca, in se pol izpadne, da je to bila napaka znanstvenikov. Tu je seveda pol imaš te decision theoretical dileme, koliko je recimo to, da si brez denarja nekaj časa, ampak si 100%, da ne boš okužen. Koliko to velja kot princip. Tako da mislim, da tu res imate prav, da treba gledati, znači, nova situacija, kot je nova za korono, da treba, kaj so tveganja in zminimizirati tveganja. Nimaš nekako izgleda, da nimaš kaj drugega. Naslednji je pa dvignil, pardon, Boro, če želite še repliko, potem pa je Rudi dvignil roko, pa se bo... Samo hvala sem hotel reči, to je to. Je Nenad hotel še kaj povedati? Nenad si hotel še kaj povedati? Ne. No, jaz imam eno vprašanje, ki je v sklopu tega, kar je bilo prej kot korak naprej. Mene pa zanima korak nazaj. Ta korak nazaj bi bil od nekje evropskega prostora korak v, bi rekel, globalni pogled. Namreč, ko gledam iz te globalne perspektive, me stvari začel bom za nek grozno banalno zadevo. Davno nazaj sem nekoč, a pa velikrat razmišljal o tem, če bi slučajno srečal aliens, če bi prišli na Zemljo. Kaj bi najprej vprašal? Kaj, če bi? Če bi prišli kakšni iz drugih planetov. Če bi prišli neki tujci, bi jih jaz najprej, kar bi jih vprašal, kar bi me najbolj zanimalo, bi jih vprašal, a se na vašem planetu tudi pobijate med sabo? Kaj tudi? Če se pri vas tudi pobijate med sabo, bi jih vprašal. No, to bi me najbolj zanimalo. No, in v tem trenutku je pač to zame tisto aktualno vprašanje, da ta trenutna situacija, ki še, če izvzamemo špansko gripo, ni priča, ki še nismo bili priča, da postavlja taka globalna vprašanja, najprej vprašanja, ki ga jaz postavljam kot vprašanje globalne solidarnosti.
ali se bo porodila globalna solidarnost ali ne. In trenutno ne kaže v to smer. Trenutno recimo, kar Trump govori, način, kako govori, je bolj zapiranje v vsako svoj kot in to je vse. Skratka, in potem opazujem poteze drugih, recimo Putin je simbolično en avion opreme poslal, Kitajci so tudi na nek način pokazali neko pripravljenost. No, in gre za vprašanje, ključno vprašanje globalne solidarnosti. A jo v tem trenutku rabimo, ko imamo nasprotnika na ta način, kot je v vojni, ampak na ta način nasprotnika, ki je velik 0,02 mikrometra in vse orožje, ki smo ga proizvedli, ali pa ki ga je človeštvo proizvedlo vseh teh zadnjih, recimo 70 let po drugi svetovni vojni, vključno z atomskim orožjem, ni kos tem malim stvarem. No, to je tisto globalno vprašanje. Ali se bo človeštvo streznilo, ali bo človeštvo, predvsem pa velesile, kaj sram, da so proizvale orožje, s katerim ne morejo uničiti enega malega virusa, medtem ko, če bi medtem vlagal v medicino, ne bi imeli tega problema. To je tako vprašanje bolj globalistično, pa me zanima tvoj pogled. Super, glej, ovo je bila telepatija. Zato, ker sem jaz pravzaprav to svoje sem pisal kot prvi del ene celote, ki je drugi del je globalni. Znači, to, s čim se ukvarjam, mislim, to, o čem zdaj moram pisati, je kozmopolitizem. In pol imam dva stebra. Prvo je ta bolj lokalni kozmopolitizem, znači lokalna globalnost. Najboljši primer je Evropska skupnost. Da imaš nekaj držav, ki hočejo živeti skupaj in tako naprej. Drugi problem je svetovni kozmopolitizem. In to, kar imam za povedati, je, da so strukturno, upam, da so ta vprašanja totalno paralelna, da imajo isto strukturo. Znači, to je prvi korak, da veliš dobro, glej, zdaj smo za Evropu imeli ta kantovski, ta milo kantovsko varianto, ki ima samo gostoljubnost pa to, da nekaj narediš za tega drugega, to tudi lahko ima na globalnem nivoju. To je ta minimalistični predkozmopolitsko stališče. Pol je prvo naslednje, je nekakšna kvazifederativna ureditev, znači nekaj, kje bi imel malo bolj porihtana, recimo, da bi imel, če hočeš metafora, da bi imel zelo močne združene narode, združene države. Znači, nacionalne države obstajajo, vsaka ima svoje, ampak je pravzaprav ta vrhunska, to, kar je na vršku, je nekaj, kar je globalno kozmopolitsko. Pol imaš to tretjo, o kateri sem sam mislil omeniti, to je postalo popularno zahvaljujoč, to je par avtorjev, ki so to nekako dali v prvi plan. Ta najbolj znan je Thomas Pogge. To je, da imaš globalno ureditev, ki imaš vertikalne razlike. Recimo lahko to, kar sem omenil za skupnost, lahko organiziraš zdravstvo zelo centralistično, lahko pa izobrazbo organiziraš veliko bolj po nekakšnih nacionalnih ključih. In je četrta ureditev, je ta klasična svetovna država. In tu imaš spet več stopnjev tega. Znači, najbolj močna je to, kar Pettit imenuje republikanska svetovna država, znači nekaj, ki praktično nimaš parlamenta, imaš direktno odločanje vseh o celoti, ta meni izgleda malo nora, imaš pol te srednje, ki imaš svetovno državo, ki je normalna država, ki ima nekaj ekvivalent parlamenta in tako naprej. In za meni je pravzaprav ta problem
epidemije mi je bil uvodni primer za zelo slabše zadeve, kot so vojne. Znači, to, kar recimo danes, če gledaš malo politično televizijo, to, kar je zdaj nova mala panika, je možnost kitajsko-ameriškega vojnega spopada, ki bi bil katastrofa za Azijo. Tako da vsakih par let imaš nekaj. In seveda, moj feeling je, verjetno tvoj feeling tudi, da bi pravzaprav rabili eno trdni institucionalni okvir, ki bi to vse skupaj blokiral. Zato pa rabiš kozmopolitsko ureditev. Pa imam tudi svojo teorijo o tem, kako so se spremenile naloge. Kaj so bile naloge pred 20 let, kaj so naloge danes. Ampak to sem mislil na res predavanje za Maribor, tam 15. maja je to zmenjeno. Na dan zmage. Kaj? Na dan zmage, 15. maj. To je dan zmage? Ja. Nisem vedel. Bil pri nas. Okay. To smo pol dobro zbijali. Ja, hvala. Profesor Ule se žal ne more priključiti z mikrofonom, je pa nam v klepetalnico napisal eno vprašanje in komentar, pa bom to kar prebral. In sicer pravi takole, da se sprašuje, kaj nam ta bolezen prinaša v povezavi z drugimi zelo perečimi grožnjami. Na prvem mestu so seveda ekološke, zdaj pa imamo tudi na primer afriške kobilice, ki bodo v kratkem uničile pol afriškega kmetijstva in s tem uničile prehransko varnost milijonov ljudi. Zelo verjetno je, da se bodo milijoni beguncev suli čez puščave in morje in res množično, neprimerljivo z vsem dosedanjim begunstvom, vdrle pod narekovaji v Evropo. Kaj storiti tedaj? Seveda bi bil odgovor, da moramo tem ljudem pomagati v Afriki. Res, to drži, a ne Evropska unija, ne OZN nista sposobna storiti tega. Kot je ravno govoril profesor Kotnik, globalne solidarnosti ni. To pa pomeni drugo alternativo, žal še več zapiranja, nadzorovanja, strahu in podobnega. In bojazen je, da to nikakor ne bo vodilo v kak komunizem, ki bi ga mogoče predlagal kolega Žižek. Super. To je glih ta del, ki sem zdaj povedal, da se s tem ukvarjam, a da zdaj ni čas, da bi se o tem govorili. Znači, jaz imam teorijo pravzaprav o tem, da se je naloga kozmopolitizma spremenila v zadnjih 20 let. Znači, da je politična situacija svetovna drugačna, kot je bila pred 20-30 let, in je ena velika razlika, so dve paralelne zgodbe. Eno so begunci in drugo je ta populizem, ki je delno nastal kot reakcija na begunce. In da je glavno vprašanje za kozmopolita ni več to, kar je bilo prej, da imaš daleč nekje, imaš ene črnce, ki krepavajo, pa kaj moraš nekako daleč tam pomoč, to je Peter Singer tipično, pred 30 let. Danes so ti isti črnci na vratih, ki so prišli k tebi. In je situacija totalno drugačna. In moja zgodba, to, kar jaz imam zapovedati, je, da opet pogledamo te stopnje združenosti. Znači, da ti za to situacijo, ki imaš dramatične begunce, imaš ogromne potrebe in tako naprej, da imaš pravzaprav 3 vrste naloge, ki so relativno med sabo različne. Znači, prva vrsta naloge, to, kar gre Žižku na živce, je, kaj so tvoje dolžnosti na meji. Kaj moraš narediti, kot ti pridejo.
Znači, to je recimo to aktivno gostoprimstvo v tem smislu, da ne smeš pustiti, da bi ti ljudje crknili. Moraš jim dati, da pridejo noter, in je to mednarodno sprejeto kot projekt v deklaraciji iz Marakeša. Neverjeten je, kot bereš to deklaracijo, da ona pravzaprav ti pove, da je ta tip gostoljubja, da je to nekaj, kar ti je dolžnost. To, kar je slabo z Marakešem, je, da to ni obveza. Znači, to je nekakšen kompakt, ampak je kompakt, ki ne moreš nobenega tožiti, če ta to ne dela. Znači, to je nekaj, kar visi v zraku, ampak ima zelo jasne te. In moja teorija seveda je, da to glih, ta tip problema je dober problem za to prvo predkozmopolitsko stopnjo gostoljubja in skupnosti. Znači, če ti imaš res te pozitivne feelinge do drugega, če so meje odprte in tako naprej, znači, to je ta prva faza, ta je najboljša za ta prvi problem. Drugi problem je seveda težji, a to je enkrat, ko si jih pustil noter, ker ne moreš delati to, kar Žižek hoče, da jih najprej pošleš na izpit, kaj sprejemajo, kaj ne, ti jih moraš dobiti takšne, kot so, pol je druga zgodba je, kako boš jih integriral v družbo, ki jo imaš. Znači, in tu bojo različne dežele, bojo imele različne probleme, samo si vzamite v naših koncih Hrvaško, Slovenijo, Bosno, Hrvaško, Slovenijo, Madžarsko, stališča do muslimanov. V Bosni imaš nacionalnost, ki je muslimanska. Znači, tamo ti tujci, ki pridejo, oni niso tujci po religiji. In je vprašanje integracije enostavno na tem nivoju religije skoraj pa ne obstaja. Jaz vam lahko povem detalje. Znači, kaj delajo duhovniki, ki pridejo iz Saudijske Arabije, ti so veliko bolj dramatični, radikalni, kot so begunci. Tako da nimaš ta problem z begunci. Na Hrvaškem je muslimanstvo malo bolj eksotično. In tu je, recimo, problem integracije je večji. Slovenija in Madžarska bi imela 3-krat večje probleme. Znači, ta del z integracijo, ta zastavlja nove probleme in tako naprej, in to, kar rabiš, niso samo odprte meje, ampak je ta ena kontrola, nekaj, kar bi bilo dobro, če bi imel eno konfederativno ureditev, pa bi se to nekako znotraj tega delalo. To, kjer zadeva postane zanimiva, je to, kar si omenil, in kar je Andrej omenil, a to je, da boš se moral spopasti tudi z vzroki cele te katastrofe. Kar pomeni, da imaš 3 tipa vzrokov, znači eno so te naravne katastrofe in bolezni, ebole, kobilice, tako naprej. Drugo so vojne, tretja je lakota, da ljudje crkujejo od lakote in da to tako gre naprej. Ti problemi zahtevajo veliko bolj globoko intervencijo kot prva 2. In meni nekako zgleda, da pol imaš paralelo, da ti problemi zahtevajo veliko večjo kozmopolitsko integracijo. In mislim, da je to recimo Thomas Pogge, da je on to dobro videl. Vsi ti njegovi argumenti za zelo trdno integracijo kozmopolitsko so pravzaprav argumenti iz tega, kaj dolgujemo ljudem v Afriki,
v določenih delih Azije in tako naprej. Tako da to, kar sem jaz razlagal kot etape za Evropsko skupnost, te etape veljajo za svet in te etape veljajo za dolžnosti, ki jih bomo imeli, kot te žrtve pridejo, tako kot opisuje Andrej. Jaz to ful verjamem, da on ima prav, da to bo tako šlo, in mislim, da ta moj okvir, da bi bil dober za to vrst problem. Profesor Ule je še napisal kratek komentar in sicer pravi, se strinjam, a to pomeni nov OZN. Kot vem, pa sta se tako Z kot OZN ustanovila šele po težkih svetovnih krizah, obeh svetovnih vojnah. Ja, to je to veva oba dva, in on in jaz, Točno, to se ful strinjam. Dobro, mogoče lahko vprašamo Tinkaro, če je kakšno vprašanje na naših družabnih omrežjih. Tinkara? Ja, pozdravljeni. Evo, zaenkrat v tem trenutku ni nobenega komentarja, vprašanja. Tako, spremlja pa kar nekaj ljudi, Pa, kakor je bilo videti, ogledov je bilo tudi precej, sicer ne konstantnih, ampak da nekaj je. Okay. Dobro, imaš mogoče ti, Tinkara, za nas še kakšno sporočilo? Mislim, razen tega, da se vidimo naslednji teden, po vsej verjetnosti s profesorom Šlajem, ki bo govoril o koronavirusu, tako da zaenkrat, smo pa še v fazi dogovarjanja, kot sem že povedala. Povejte, naslednji teden. Naslednji teden bo v torek, enako kot zdaj, ob 8. uri, se pa še dogovarjamo, kdo bi nastopil kot govorec, enako, ko ste imeli vi danes z 30-minutnim predavanjem. Mogoče bo, upamo, da se bo profesor Šlaj odzval na povabilo in da bo Tinkara lahko moderiral. In to je ob 20, ne? Tako, ja, ob isti uri. Je pa kolega Pirc hotel še nekaj dodati, ker bi mu dal potem besedo, vprašal bi tako, če ni kakšnih posebnih komentarjev še, oziroma vprašanj, bi mogoče počasi to zaokrožili in damo potem lahko besedo Gašperju. Gašper, izvoli. Pozdravljeni. Jaz bi se tudi kot gostitelj, pa kot nekdo, ki je vendarle to stvar nekoliko eksperimentalno sam prenašal po Facebooku, bi se rad zahvalil vsem, ki ste bili tukaj. In vem, da je bilo nekaj novega, tudi mi smo bili majčkeno v dvomih, tako da še malo iz tehnične plati povem, kako bomo to izvedli. Nekaj malega težav, moram priznati, smo imeli med vikendom, tako da nismo bili še popolnoma nekako si na jasnem, a bo uspel ali ne, tako da sem izjemno vesel in tudi prvi odzivi, ki sem jih dobil, so dobri, sem izjemno vesel, da je to tako dobro uspelo. In predvsem bi se pa najprej zahvalil tako Tomažu, doktorju Tomažu Grošovniku, ki je odlično vodil, kot pa ne nazadnje seveda, in ta si najbolj danes zasluži, doktorju Nenadu Miščeviču, ki mislim, da je zelo izkazal. Hvala. Tako da to bi rad povedal. In tukaj sem res izjemno hvaležen vsem, ki ste se, ne samo tistim, ki ste aktivno sodelovali, ampak tudi tistim, ki ste si ogledali ta posnetek na Facebooku. In mislim, da smo odprli ogromno zanimivih vprašanj, pa mi je pa po svoje všeč, da nismo čisto vsega tudi že poskušali razdelati danes, ker v prihodnjih tednih se bomo gotovo s tem še ukvarjali. In kot je Tinkara povedala, profesor Šlaj se nam bo verjetno pridružil. Danes mi je tudi potrdil profesor Kotrofelo iz Čikaške univerze, da bi tudi on sam rad pristopil. Verjetno bomo imeli nek majhen kolegij o filozofiji športa, kar se mi zdi sploh zanimivo v tem času, ko smo nekako kar pozabili na šport, ko smo bili skoraj prisiljeni pozabiti na šport. In predvsem se bomo spraševali, kaj je filozofija, kakšna je njena vloga tudi v tem trenutku, kako lahko pripomoremo, kaj lahko naredimo, predvsem zato, da tudi kulturno raven nekako še ohranimo, tudi če smo prisiljeni prilagoditi naše življenje in ga predstaviti predvsem v nek domač, nek zaprt, nek fizično zaprto okolje, ampak po drugi strani
predvsem odprto preko elektronskih medijev. Se pravi, smo zagotovo v neki novi situaciji, pa mislim, da smo se že kar uspeli nekoliko prilagoditi. Tako da to zahvalo bi rad vsem, tako gledalcem kot sodelujočim podal danes. Pa res upam, da se vidimo tudi prihodnji teden. Zdaj bi pa rad mogoče vseeno za zaključek, če se Tomaž strinja, dala besedo še profesorju Miščeviču za neke sklepne besede danes. Ja, seveda, profesor Miščevič, če bi še vi kaj dodali. Ne, nimam nič o preveč govoril, ne. Ja, jaz mislim, da smo bili uspešnejši od Boeingovega Starlinerja, skoraj tako preverjeni kot smo. Na začetku, ko so se z Nenadom pogovarjali, sem rekel, da sem imel tako občutek, ko smo odštevali do te 8 ure, kot da je nek vesoljski projekt, to, da gremo v živo na Facebook, izpeljemo to Zoom sejo. In res, Gašper je tukaj naredil levji delež, kar se tiče te tehnične podpore. Res, v soboto smo 2 uri delali na tem, danes smo se dobili še pred tem in res to vzpostavili, tako da v tem pogledu res lahko dam odziv, evo, aplavz za Gašperja. Vam se pa vsem skupaj zahvaljujem in dobite sporočila na mail in tudi seveda na Facebooku bodo objave in najave za naslednji teden in hvala lepa vsem, seveda Nenadu še prav posebej za današnje predavanje in za srečanje. Hvala vama. Hvala tudi vam, enkrat lep pozdrav. Hvala. Je. Hvala.